Spoštovani, lepo pozdravljeni v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu. Danes zvečer, 2. junija, bo na televiziji vaš kanal premierno predvajan koncert sodobne krščanske glasbe, ki ga je na binkoštno nedeljo tukaj pripravil cerkveni mešani pevski zbor Sola Gratia iz naše cerkve. Koncert, ki je privabil številne obiskovalce in navdušil občinstvo in cerkev, bomo objavili tudi na našem kanalu YouTube in na spletni strani. Naslednjo nedeljo dopoldan ob 10. uri pa smo vabljeni na letni shod Evangeličanske humanitarne organizacije Podpornica ali na kratko Eho Podpornica. Torej naslednjo nedeljo dopoldan ob 10. uri. Shod bo pri gradu Grad na Goričkem v Prekmurju. Bogoslužje bo neposredno predvajala televizija Slovenija. Bogoslužju bo sledil tudi kulturni program in druženje. Prisotna naj bi bila tudi predsednica države. In če se kdo želi in more udeležiti tega srečanja, naj se javi duhovnici Katji Brkič Golob, ki bo poskrbela za rezervacijo. Torej naslednjo nedeljo dopoldan v Prekmurju. Naša pomoč prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Biblično vodilo za danes in za naslednji teden je iz Evangelija po Luku in pravi: Kdor posluša vas, posluša mene. Kdor pa zavrača vas, zavrača mene. Primer molitve, s katero Boga ne zavrnemo, ampak nasprotno ga sprejmemo in mu izkažemo čast, najdemo v Psalmu 113, kjer pravi: Aleluja, hvalite Gospodovi služabniki, hvalite ime Gospodovo. Ime Gospodovo naj bo slavljeno od zdaj in na veke. Od sončnega vzhoda do njegovega zahoda naj bo hvaljeno ime Gospodovo. Gospod Bog je vzvišen nad vsemi narodi, nad nebesa sega njegova slava. Kdo je kakor Gospod, naš Bog, ki ima prestol na višavi, kakor tisti, ki gleda v nižave v nebesih in na zemlji? Iz prahu vzdiguje slabotnega, iz blata potegne ubogega, da ga posadi med kneze svojega ljudstva. Preden bomo pristopili k oboževanju Boga s pesmimi in molitvami, priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Naš Bog in Gospod, v življenju se srečujemo z najrazličnejšimi ljudmi, z vernimi in nevirnimi ljudmi, z ljudmi, ki častijo Tvoje ime in ki ga zaničujejo. Pred nami ni lahka naloga uresničevati Tvojo voljo in temu primerno živeti. Vsi izzivi in vse skušnjave, ki prihajajo, nas postavljajo pred ogledalo Tvoje svetosti, v kateri spoznavamo, kdaj in kje smo prestopili Tvoje zapovedi. Vemo, da smo grešili, vendar v Tvoji ljubezni dobivamo vedno znova navdih za odgovornejše življenje. Zato te prosimo, Gospod Bog, usmili se nas. Amen. Besede tolažbe za naša skesana srca najdemo v Evangeliju po Janezu 3,16, kjer pravi: Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli uvodno hvalnico, ki pravi: Pokaj na Jezusovih prsih je.
Draga Božja cerkev, lahko sedete, naprej pa vabim pevski zbor. Bomo zapeli čudovito pesem Ti dvigneš me. Sem na tleh, ko svet se mi podira. In ko skrbi mi stiskajo srce, takrat molitvi tiho čakam na te in prosim, Jezus, ti poberi me. Postaviš na vrh gore, ti dvigneš me, z menoj greš čez vodi. Daš mi moč, nastaviš svojo ramo, ti dvigneš me, s teboj jaz zmorem vse. Življenja ni brez upanja, ljubezni. srce nemirno, nepopolno je. A prideš ti, me z radostjo napolniš, pri tebi, Jezus, se umiri srce. Postaviš na vrh gore, ti dvigneš me, z menoj greš čez vodi. Daš mi moč, nastaviš svojo ramo, ti dvigneš me, s teboj jaz zmorem vse.
Amen. Peli smo, da z Gospodom zmoremo vse. In če smo se to jutro zbudili brez respiratorja ali kakršnih koli pripomočkov za dihanje, imamo razlog, da slavimo Boga, kajti v Psalmu 150 pravi: vse, kar diha, naj hvali Gospoda. Za človeško telo je zelo pomembno, koliko kisika imamo v krvi. Za kristjana pa je pomembno, koliko svetega duha imamo v svojem življenju. Tako kot je kisik pomemben za naše telo, je sveti duh pomemben za dihanje naše duše. Da pa bo naše dihanje pravilno in enakomerno, si duhovna pljuča polnimo slavljenjem, kajti slavljenje je dihanje kristjana. Vendar, če priznamo ali ne, slaviti ni vedno lahko. To nam preprečujejo razna bremena, ki jih nosimo s seboj, preutrujenost, telesne in duševne bolečine, razočaranja. V takih trenutkih nam besede in pesmi slavljenja ne gredo ravno najbolje od ust in srca. A pred Bogom se ne rabimo pretvarjati, ker nas razume tudi v trenutkih nemoči in nam daje o pravem času besede tolažbe, ki so tudi danes za nas. In sicer: pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Zato, bratje in sestre, vstanimo in nadaljujmo naše duhovno dihanje s pesmimi, ki so slavljenje in molitev.
Jezus, ko pogledam na križ, pomislim, ti si življenje, a obsojen si bil na smrt. Ti si resnica, a bil si deležen lažnega sojenja. Zakaj se ne pritožuješ? Zakaj ne povzdigneš glasu in ne pojasni svojih razlogov? Tvoj odziv je presenetljiv, Jezus. V odločilnem trenutku ne spregovoriš, ampak si tiho. Kaj ti močnejše, ko je zlo, odločnejši je tvoj odziv in tvoj odziv je tišina. Jezus, tvoj molk me pretrese, uči me, da molitev ne prihaja iz premikajočih se ustnic, ampak iz srca, ki zna poslušati. Zato te prosim, spregovori mojemu srcu. Ti, ki na zlo odgovarja z dobrim. Ti, ki hrup utišaš z mirom. Ti, ki me poznaš in ljubiš. Prosim, spregovori mojemu srcu, Jezus. Draga Božja cerkev, pristopamo k obhajanju Gospodove večerje. Gospodova večerja ni zgolj obred, ki ga izvajamo, ampak je blagoslov, ki ga sprejemamo. Ko smo kot občestvo cerkve zbrani za Gospodovo mizo, Kristus ni z nami vidno, je pa duhovno navzoč. Z njim se hranimo duhovno. Zato je Gospodova večerja več kot samo spomin ali simbol. Je slovesna, vesela gostija, povzdiguje nas v nebesa. Verujemo, da Kristus sobiva v podobi kruha in vina kot stvarno prisoten. Cerkev brez Gospodove večerje ni cerkev. Tu nas hrani Bog, zato ni potrebe, da bi bili zaskrbljeni. Vabim k molitvi Oče naš, ki je molitev vseh molitev in molitev cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in vino po svojem svetem duhu, da kruha in vina ne bomo deležni le z usti, ampak po duhu v veri, da bomo jedli od kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je sam Gospod Jezus Kristus, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor tistim, ki smo povabljeni na Jagnjetovo svadbeno gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano. Dragi dar milosti, Kristusovo kot pustil mi je. Nosil je grehe vse, sprava bil Jezus je, on dolg moj pribil je na križ. Dolg moj pribil je na križ, sramota preteklosti. So krivdo in greh, Jezus vzel na se je, in dolg moj pribil je na križ. Sin ranjen je
mojo je vzel, on dolg moj pribil je na križ. Dolg moj pribil je na križ. Sramota preteklosti, vso krivdo in greh, Jezus vzel na sebe in dolg moj pribil je na križ. Očas milosti, ko uprl sem oči, prešenika, ki križan je bil. Prej sem bil izgubljen, a sedaj najdem se, on dolg moj pribil je na križ. Dolg moj pribil je na križ. Sramota preteklosti, vso krivdo in greh, Jezus vzel na sebe in dolg moj pribil je na križ. Čaka me dom, kjer na vekomaj bom, veselil se v sijaju nebes. Pred stolom bom pel, večnost pev bo donel, on dolg moj pribil je na križ. Dolg moj pribil je na križ. Sramota preteklosti, vso krivdo in greh, Jezus vzel na sebe in dolg moj pribil je na križ. Dolg moj pribil je na križ. Sramota preteklosti, vso krivdo in greh, Jezus vzel na sebe in dolg moj pribil je na križ. Bratje in sestre, ker smo eno v Jezusu Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita. O vest radosti, dragi dar milosti, kredo sobo kot pustil mi je. Nosil je grehe vse, sprava bil Jezus je, on dolg moj pribil je na križ. Dolg moj pribil je na križ. Sramota preteklosti, vso krivdo in greh, Jezus vzel na sebe in dolg moj pribil je na križ. Sin ranjen je bil, kri je svojo prelil, kri odpuščanja in milosti. Križu Jezus je šel, kazen mojo je vzel, on dolg moj pribil je na križ. Dolg moj pribil je na križ. Sramota preteklosti, vso krivdo in greh, Jezus vzel na sebe in dolg moj pribil je na križ. On čas milosti, ko uprl sem oči, prešenika, ki križan je bil. Prej sem bil izgubljen, a sedaj najdem se, on dolg moj pribil je na križ. Dolg moj pribil je na križ. Sramota preteklosti, vso krivdo in greh, Jezus vzel na sebe in dolg moj pribil je na križ. Zdaj čaka me dom, kjer na
nas se je in doprli bil je na križ. So krivdo in greh, Jezus vzel nas se je in doprli bil je na križ. Bratje in sestre, ker smo eno v Jezusu Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Naše prazne kozarčke bomo odložili v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se Ti za Tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, Tvojo slavo smo videli na svoje oči in s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči in najbolj sočutni Gospod, hvala Ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelijo odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s Tabo. Amen. Poj Gospodu novo pesem, pravi besedilo te pesmi, s katero se bomo bližali Božji besedi, predtem pa pobrali še prostovoljno nabirko. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Velik je, ker hvale vreden vse, velik je, ker hvale vreden vse. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa.
Izvolite sesti. Smo pri pridigi, pri Božji besedi. Resna težava sodobne zahodne družbe je izraziti individualizem, kar se odraža tudi v cerkvi. Zato govorimo o krščanskih anarhistih. Ali bodo cerkve izginile, ker je v trendu necerkveno krščanstvo? To se je dogajalo že od vsega začetka krščanstva, zato je cerkev stalno opozarjala. Sam kristijan ni kristijan, solus Christianus, nullus Christianus. Mnogi verjamejo, da so lahko kristijani tudi brez občestva cerkve. Izgovarjajo se, da je cerkev staromodna, obsojajoča, žaljiva, izključujoča, dvolična, grešna. Vendar cerkev od samega začetka ni idealna. Če bi bila, ne bi bila cerkev. Kajti cerkev je ideal, ki ga ustvarja Božja milost. Zgodovina cerkve ni enoznačna, hkrati je grešna in sveta. Je Božji izum, je Božja ustanova. Ko so Johannesa Lapiča, slavnega nemškega pridigarja množic prejšnjega stoletja, vprašali, zakaj še verjame v cerkev, je odgovoril: ne bom nič olepševal, tako kot glasi v prevodu. Rekel je: v cerkev verjamem zato, ker ta svinjak že 2000 let ni propadel. To je zame čudež. No, genialni mislec Chesterton pa je zapisal, da je zanj največji argument obstoja za Boga, cerkev. Hvala Bogu za cerkev. Ni boljše alternative, ni boljše druščine in nikjer ni tako lepo kot v cerkvi, sicer ne bi bili tu. Zapomnimo si, da krščanstva ne smemo soditi po ljudeh, ampak po Kristusu. Kaj pa pravi Kristus glede tega? Ustanimo in prisluhnimo njegovi besedi. Iz Evangelija po Luku, 10. poglavje, 16. vrstica. Kdor posluša vas, posluša mene. Kdor pa zavrača vas, zavrača mene. In kdor zavrača mene, zavrača tistega, ki me je poslal. Torej Boga Očeta. Amen. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Kdaj je Jezus izgovoril te besede? Te besede je izgovoril takrat, ko je svoje učence poslal v svet oznanjati evangelij. Iz tega sledi, kdor posluša cerkev, ki je Kristusovo telo, posluša Kristusa. Kdor cerkev zavrača Kristusa, Jezus pa pravi, da s tem tudi Boga Očeta, ki je Kristusa poslal. Pravijo, da cerkev ni za vsakogar. No, to je tako, kot bi rekli, da kisik ni za vsakogar. Takoj bi umrli, če bi prenehali dihati. Reševati probleme brez Boga je res domišljavost. In kot je rekel slavni filozof, tudi če Boga ne bi bilo, bi si ga morali izmisliti. Kajti brez Boga ne moremo živeti. Ko nas Kristus pošilja v svet, nas tudi opremi z močjo, da uresničimo Božje poslanstvo. Naša skrb ne sme biti uspeh ali zavrnitev, ampak poslušnost. Kajti Jezus Kristus nagrajuje našo zvestobo, našo pripravljenost, ne pa naših rezultatov. Pa tega ne govorim zato, da bi se opravičevali ali pa
da ne bi bili odgovorni. Namreč na rezultate nimamo vpliva, kajti Bog je dal človeku svobodno voljo. In ljudje se sami odločamo. Rešen bo tisti, ki hoče biti rešen. Nam pa je težko, ko smo zavrnjeni. In Jezus pravi, kdor zavrača vas, zavrača mene. Torej, kdor zavrača evangelij, zavrača Kristusa. Zavrnitev boli, zavrnitev prizadene. V resnici gre za značajsko slabost, ki jo moramo prerasti, če želimo biti zvesti Jezusovi učenci. Zavrnitve ne smemo jemati, kot da gre za osebni poraz. Kajti evangelij se oznanja. Vsakdo oznanja evangelij na svoj način. Posamično ali preko sodobnih medijev, v cerkvi. Bog oznanja evangelij s pomočjo stvarstva. Bog oznanja evangelij s pomočjo moralnega zakona, vesti, ki je v nas in smo neopravičljivi. Torej, zato zavrnitve ne smemo jemati osebno. In ravno zato je Jezus svoje učence na to, preden jih je poslal, vnaprej opozoril, jih je pripravil. Vedel je, da bodo soočeni z zavrnitvijo, tako kot je bil soočen tudi on. Namreč pravi, da jih je poslal kakor ovce med volkove. Zavrnitve ne smemo jemati osebno, kajti dejansko nismo zavrnjeni mi, ampak Jezus. Tako smo prebrali. In to nam je v tolažbo. To nas opogumlja. Kdor posluša vas, posluša mene, pravi Gospod. Kdor pa zavrača vas, zavrača mene. Torej, podobno beremo v evangeliju po Mateju. Jezus pravi, blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Torej, kdor se ni pripravljen soočiti z zavrnitvijo, je težko kristijan. Kajti slej ko prej nam zmanjka volje in moči za oznanjevanje evangelija, za prihajanje v cerkev, za molitev, za vztrajnost, ampak zavrnitev je del lastnega križa, ki ga moramo kot Jezusovi učenci nositi. Prav tako ne smemo osebno jemati pohvale. Da, pohvalo je lepo sprejeti. In takrat smo na to ponosni in veseli. Vendar tudi pohvala naj bo namenjena Kristusu. Kajti mi smo samo Božje orodje v njegovi roki. Ljudje smo Božja metoda. Namreč mi smo nadomestni igralci, ki posnemamo glavnega igralca. On daje, da zraste, kar sejemo. In to je delo Svetega Duha, ne pa nas. Smo Kristusovi veleposlaniki, ki predstavljamo kralja Božjega kraljestva. Božje sporočilo le posredujemo, nismo pa mi to sporočilo. Kdor ga zavrne, ne zavrne nas, ampak zavrne Kristusa oziroma kralja Božjega kraljestva. Apostol Pavel je zapisal, za voljo Kristusa smo torej poslani, po nas vas kliče Bog. Za voljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom. Torej, pobotajmo se z Bogom. Ne obtožujmo se, če smo zavrnjeni. Ne imejmo krivde, da bi bila to naša napaka. Ne odnehajmo in se ne utrudimo delati dobro. Ne izogibajmo se in ne prelagajmo naloge na druge, misleč, da so drugi boljši, uspešnejši, kajti Bog, ponovno pravim, nagrajuje in ocenjuje našo poslušnost. Oznanjati evangelij ne sme biti breme, ampak
prednost, privilegij. Zgodovino človeštva pišejo stalne revolucije, vendar kristijani smo pozvani prinašati v svet revolucijo Božje ljubezni. Ko usahne ljubezen, se pojavi vera v človeško presojo. V Kristusu pa nam Bog razodeva Božjo ljubezen in sodbo, ki presega človeško pravičnost in človeško sodbo. Zato so naše sodbe odveč. Kajti, če bi apostolu Pavlu sodili nekateri današnji kristijani, bi bil obsojen, usmrčen, preden bi izkusil evangelsko izkustvo spreobrnjenja, tega razsvetljenja in preden bi postal največji apostol krščanstva. Za zdajšnji mrk krščanstva običajno krivimo družbo, češ, da je vera osovražena. Vendar vera je od vedno osovražena. Vera je od vseh začetkov preganjana. Jezus je nazorno pokazal, zakaj svet krščansko oznanilo zavrača. Rekel je, sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo, kakor luč. Kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela hudo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. Poglejte, kako zanimiva je Jezusova kompozicija te izjave. Omenil je dva glagola, ljubiti, sovražiti, in dva pojma, tema in luč. In potem bi sklepali, da paše takole, ljubiti luč, sovražiti temo. Vendar Jezus to obrne in pravi, da svet ljubi temo, to, kar bi morali sovražiti. In da sovraži luč, to, kar bi morali ljubiti. To pove vse. Ljubezen je velika beseda. Torej, svet ljubi napačne reči. Kaj je nevera? Kristjanom se očita, da ljubimo Boga. Tu pa pravi Jezus, da je pravzaprav nevera ljubezensko razmerje do teme. Ljubezen do teme. Kristjanom torej svet očita, da ljubimo Boga, istočasno pa svet ljubi temo. Ljubi nekaj, kar je manj jasno kot svetloba. Zanimivo. Kajti svetloba da vidimo. Tema pa, da ne vidimo. In človek, ki je po naravi verujoče bitje, ne more živeti drugače, kot da nekoga časti. In če ne častimo Boga, si ustvarjamo svoje bogove, svoje malike, svoje idole, takšne in drugačne. In smo zelo nesrečni. Stvar je zelo preprosta. Svet ljubi temo in sovraži luč. Zato zavrača evangelij. In Jezus je jasen, zelo praktičen, zelo slikovit. Pravi, ker so njihova dela hudobna. Kdor namreč dela hudo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. Kajti v temi je nevidno, ko zasveti luč, postane vidno. Zakaj se večina ljudi ne odloči za Boga? Zato, ker, ko se z njimi pogovarjam, pravijo, da ne potrebujejo odrešenika, namreč v osnovi se imamo vsi za zelo dobre. In poznate tisto, nikogar nisem ubil in tako naprej. Torej, kot da vse povprek pobijamo ljudi na tem svetu. Borba med svetlobo in temo se odvija v človekovem srcu. Gre za odločitev.
In ta odločitev mora biti osebna. Načelo protestantskega krščanstva je osebna vera. Sola fide. Osebni odnos z Bogom. Vendar pozabljamo in bodimo iskreni, čeprav sledimo reformaciji, bodimo iskreni, pozabljamo, da vera ni samo osebna. Mora biti tudi medosebna. Medosebna. Kajti mi ljubimo Boga in bližnjega kakor samega sebe. Kdor reče, da ljubi Boga, pa ne ljubi bližnjega, pravi apostol Janez, laže in v njem ni resnice. Torej, vera ni samo osebna, vera mora biti tudi medosebna. Kajti Bog je sveta trojica, je Božja družina, je občestvo, je skupnost, Oče, Sin in Sveti Duh. Mi verujemo v Boga, ki je Oče, verujemo v Boga Sina, ki je naš brat, in verujemo v Boga Svetega Duha, ki je naš tolažnik. Ne smemo naglašati samo osebnega odnosa z Bogom, ampak tudi medosebni odnos. Zato pravim, da je danes nevarno to, kar je na pohodu. Necerkveno krščanstvo, torej ta individualizem. Sam lahko verujem, sam lahko častim Boga, sam lahko živim svoje življenje. Na medsebojni del vere ne smemo pozabiti. Kajti življenje temelji na zaupanju. In če živim sam, komu bom zaupal? Življenje temelji na zaupanju. Komu bom zaupal, če živim sam zase? Celotno naše življenje temelji na zaupanju. Čisto preprosto. Zaupamo celo majhni budilki, da nas bo zjutraj zbudila. Zaupamo statikom, da so pravilno izračunali nosilnost mostu. Kirurgom zaupamo svoja telesa in pilotom svoja življenja. Mehanikom zaupamo, da bodo popravili naše zavore, in semaforjem zaupamo, da nas bodo prepeljali skozi križišče. V restavracijah jemo hrano, ki so jo pripravile nevidne roke, v prepričanju, da je hrana čista, doma pa jemo hrano v pločevinkah, tudi v prepričanju, da je brez salmonele. Torej, lahko bi kar nadaljevali. Torej, brez zaupanja ni življenja. Če ne bi zaupali v cerkev, v Boga, se ne bi niti zbrali. Saj ne bi prišli. Prišli smo, ker imamo zaupanje. Kajti življenje brez zaupanja vodi v paranojo. To je groza. Potem si stalno v stresu, v strahu, v krču. Nekomu ne verjeti je žalitev. Povejte zakoncu, da mu ne zaupate. To uničuje odnos. Povejte prijatelju, da mu ne zaupate. Prijateljstva bo slej ko prej konec. Verovati v Boga pomeni zaupati vanj. To je vera. Imeti zaupanje vanj. Kako uničujoče je, če nimamo zaupanja v Boga. Zato Sveto pismo pravi, kdor Bogu ne veruje, ga je naredil za lažnivca. Kdor Bogu ne zaupa, iz Boga dela lažnivca. To so velike stvari. Torej, ne vem, če smo kdaj tako globoko razmislili. Torej, z našim nezaupanjem, torej, govorimo zdaj o teh odnosih, in z našim nezaupanjem v Boga, pravi apostol Janez, mi naredimo Boga za lažnivca. Torej, ne potrebujemo vere, da bi verjeli v stvarnika. Vse, kar potrebujemo, je zaupanje. In to je ta vera. Tako kot so nam dovolj oči, da vidimo stvarstvo. In tako kot nam zadostujejo možgani, ki delujejo, da lahko vemo, da ne more biti vse to naključje ali slučaj. Kajti Sveto pismo pravi, vsako hišo pač kdo gradi.
Tisti, ki je zgradil vse, pa je Bog, je zapisano v pismu Hebrejcem. Ni nam treba srečati slikarja, da bi verjeli, da slikar obstaja. Pogledamo njegovo sliko in zdrav razum nam pove, da slika ni nastala slučajno. Tudi če je slikar umrl pred 300 leti, slika dokazuje, da je pač obstajal. In dejstvo obstoja stvarnika je, kot temu rečemo, aksiomatično. Aksiom. Neizpodbitno, samoumevno, nedvomno, ker temelji. To ni fantazija. To je dokazano. Zato Sveto pismo pravi, bedak pravi v svojem srcu, ni Boga. Torej, na vprašanje, ko se začnemo zapletati okoli teh vprašanj, nimamo zdaj časa na vse to teološko, filozofsko razlagati in argumentirati, ampak vera, zaupanje v Boga, in to je današnje sporočilo, je, da sprejmem evangelij. Če pa ni zaupanja in ni vere v Boga, pa zavračam evangelij. Vendar moram imeti izkušnjo. Z Bogom moramo imeti izkušnjo, sicer bomo v srcu tesnobno nemirni. Veliki protestantski teolog in filozof Paul Tillich je razkril 3 vrste tesnobe, ki so posledica človekove emancipacije, neodvisnosti od Boga. Kaj se je zgodilo? Ker smo prečrtali Boga, imamo ontološko tesnobo, ki je povezana z našo biološko smrtjo. Umrljivi smo. Umrli bomo. Imamo moralno tesnobo, če živimo brez Boga. To je krivda. Imamo duhovno tesnobo, ta je najhujša, ta je povezana z izgubo smisla. Namreč, če nimam smisla, nimam namena v življenju, nimam cilja. In to povzroča neutolažljivo praznino. In to je ta greh vseh grehov, zgrešitev cilja, zgrešitev pravega cilja. To je greh. Tudi v slovenski jezik to zelo lepo sovpada. Greh, zgrešitev, zgrešitev cilja. Človek, ki ne priznava Boga, postane sam svoj nesrečni Bog. Koliko pa je poti do Boga, toliko, kolikor je ljudi. In potem so ena vrata, skozi katera vstopimo. In ta vrata so Jezus Kristus. Zanimivo, da gre pri tem za antipatično simpatijo. Antipatična simpatija. Kajti Božji klic nas hkrati pomirja in vznemirja. Je ljubeč in nadležen, je nežen in močan. Nas privlači, hkrati pa čutimo v sebi nek odpor. To, da Bog nam stalno prihaja naproti. Stalno. Neumorno. Kajti prava ljubezen je nesrečna, če ve, da je kdo nesrečen. Bog nam stalno odpira vrata, samo mi moramo stopiti skoznje. Ironija je, da postaja krščanstvo največji sovražnik krščanstva. To je res ironija. In običajno znamo reči, drugi so krivi za to. Pogledam vase in rečem, jaz sem kriv. Namreč filmski igralci o izmišljenih stvareh govorijo tako, kot da so resnične, kristijani pa o resničnih stvareh govorimo tako, kot da so izmišljene. In kdo bi nam potem verjel? In kdo bi imel potem zaupanje v Boga? Torej, mi o Bogu ne da le govorimo, mi verujemo v Boga oziroma imamo zaupanje vanj zato, ker se z njim lahko celo pogovarjamo. Mi ne govorimo samo o Bogu, to lahko filozofi, teologi
znanstveniki, mi se z Bogom lahko pogovarjamo. Krščanstvo ni utopična vera, živim jo tu in zdaj. In prihajamo k koncu današnjega razmišljanja, kajti verovanje je temeljna potreba človeške narave. Človek lahko naredi veliko reči za druge, nečesa pa ne morem narediti. Ne morem verovati namesto vas. In vi ne morete verovati namesto mene. Ne morem imeti zaupanja v Boga namesto vas in vi ne morete zaupati Bogu namesto mene. Namreč nihče ne veruje, če noče, in rešen je samo tisti, ki hoče biti rešen. Odrešenje pa si prislužimo lahko, tako si pač ljudje to razlagamo, na 3 različne načine. Lahko je na način sužnja, plačanca ali sina. Suženj dela iz strahu pred kaznijo. Plačanec dela zato, ker računa na nagrado, na zaslužek. Sin, ki očeta ljubi, pa dela z ljubeznijo. In to je pravi motiv. In zagotovo vem, da smo prišli s pravim motivom danes na bogoslužje. Da nas je privedla sem Božja ljubezen. Ljubezen do Boga in ljubezen do bratov in sester. Ljubezen do cerkve. In ta odrešujoča vera, to naše zaupanje je locirano, pravi Sveto pismo, na 2 mestih. V srcu in v ustih. V srcu verujemo, tega ne vidimo, vendar to, kar je nevidno, z usti javno izpovedujemo. In to izpovedujemo ves čas, vse povsod, vedno. Ne poslušajmo hudičeve uspavanke jutri, ne danes. Kajti Sveto pismo pravi, če danes zaslišite Božji glas, ne zakrknite svojih src. Glejte, zdaj je tisti milostni čas, glejte, zdaj je dan rešenja. In v tem smislu moram razumeti Jezusovo izjavo. Kdor posluša vas, posluša mene. Kdor pa zavrača vas, zavrača mene. In kdor zavrača mene, zavrača tistega, ki me je poslal. Draga Božja cerkev, mi ne zavračamo evangelija, mi ne zavračamo Boga, ne zavračamo Božje milosti, ne zavračamo odrešenja, daru večnega življenja. Zato vabim k molitvi. Bog Oče, hvala ti, da je evangelij prišel tudi do mene. Hvala ti za to milost, hvala ti za cerkev in Sveto pismo v slovenskem jeziku. Zavedam se, da kdor posluša cerkev, posluša tebe. Kdor pa cerkev zavrača, zavrača tebe. Jezus Kristus, v srcu verujem, z usti pa izpovedujem, da si moj odrešenik in Gospod. Hvala ti, da si prevzel moje grehe in mi podaril večno življenje. Amen. Pesem pravi, vsi ljudje sveta žejni so Boga. Naj bo to naša skupna zaključna molitev. Vsi ljudje sveta žejni so Boga.
Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad tabo in ti podeli mir. Amen.